Pozdravljeni, danes bomo govorili o partizanih in njihovem nastanku. Ampak pojdimo za začetek v april 1941. Vse skupaj je nastalo po napadu na Jugoslavijo. Vse se začne v okupirani Štajerski, natančneje v Mariboru. 26. aprila 1941 je Hitler obiskal Maribor, kjer je dejal: naredite nam to deželo zopet nemško, kakor je nemška Zgornja Štajerska. Istega dneva so se v hiši književnika Josipa Vidmarja sestali slovenski komunisti, krščanski socialisti in predstavniki slovenskih kulturnih delavcev. Ustanovili so protiimperialistično fronto slovenskega naroda, ki se kasneje preimenuje v Osvobodilno fronto. Osvobodilna fronta se je zavzemala za pravice slovenskega naroda o samostojni odločitvi glede združenja ali odcepitve od države. Hoteli so poenotiti Slovence v eno državo, kar pomeni vrnitev Primorske in Koroške nazaj v matično domovino in ustanovitev Narodno-osvobodilne vojske v Sloveniji, ki se kasneje razvije tudi v preostalih delih Jugoslavije. In tako so kasneje tudi nastali nam zelo poznani partizani. Tudi partizan ni vojak, ki se bori za neko socialistično-komunistično idejo. To ni vojak, ki nujno da nosi rdečo zvezdo. Partizan dejansko pomeni gverilski vojak. To je vojak, ki se giblje predvsem v sovražnikovemu zaledju. Njihova taktika pa je hiter in nenaden napad na sovražnika. Vrhovni poveljnik jugoslovanskih partizanov pa je bil Josip Broz Tito, ki je bil prav tako udeležen v veliko hudih bitkah. V Jugoslaviji je tako nastal narodno-osvobodilni boj, ki je trajal od leta 1941 do leta 1945. Predstavniki tega boja so se imenovali partizani, ki pa so se kasneje 1. marca 1945 preimenovali v Jugoslovansko armado. Začetek slovenskega partizanstva se je začel 12.7.1941, ko je OF in Komunistična partija Slovenije na Gorenjskem pozval k uporu, ampak so morali zbežati v gozd. Okupator izraza partizan ni priznal, kar pomeni, da so jih lahko streljali tudi, če niso imeli orožja in so se miroljubno predali. Uradno je bil prvi slovenski partizanski boj 22. julija 1941, ko so 3 partizani streljali na orožnika. S tem so hoteli pokazati, da se bo slovenski narod boril proti okupatorju z vsemi sredstvi. Slovenski partizani so delovali po celotnem ozemlju Slovenije. Najprej so se organizirali v čete, ki so se imenovale po krajih ali po pokrajinah, kjer so delovale. Četa je bila sestavljena iz vodov, čete pa so se združevale kasneje v bataljone in brigade. Bataljonu in brigadi sta poveljevala komandant, ki ima vojaške naloge, in komisar, ki mu je pripadalo kulturno in politično delo. Ponekod so nižje častnike volili partizani sami. Komandante in komisarje pa je imenovalo glavno oziroma vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Partizani so stalno menjali svoj položaj, zato so se potrebovali veliko skrivati pred okupatorjem. Skrivali so se predvsem v gozdovih, sejnikih, lovskih kočah in zapuščenih stavbah. Seveda pa so slovenski partizani sodelovali tudi z zavezniškimi silami. V večji meri je to pomenilo odmetavanje zavezniške pomoči partizanom, kasneje pa tudi zdravljenje ranjencev v osvobojenih delih Italije. Partizani pa so zavezniškim vojakom, predvsem tistim, ki so strmoglavili z letalom, pomagali pri rešitvi in vrnitvi v svoje domovine oziroma v najbližje zavezniška oporišča. Zavezniški vojaki so bili veseli, če so prišli v roke partizanom, saj bi jih sodelavci okupatorja izročili Nemcem. Pri Nemcih pa bi jih čakalo sprva izpraševanje, mučenje in kasneje največkrat smrt. Prav zaradi tega se je na slovenskih tleh razvilo veliko letališč. Najbolj znano je zagotovo otok Metlika, ki so ga zavezniki imenovali tudi Piccadilly Hope. Iz tega letališča so zavezniki odpeljali ranjence in strmoglavljene pilote. Prav zaradi tega so bili partizani sprejeti tudi kot zavezniška sila proti fašizmu. Sprejetje partizanov med zavezniške sile je bilo sprejeto v Teheranu novembra leta 1943. Seveda so med drugo svetovno vojno partizani na osvobojenem ozemlju aktivirali veliko šol, uradov, tiskarne, partizanskih radijev in celo bolnišnice.
Najbolj znana je zagotovo bolnica Franja, kjer so lahko bolnika tudi operirali in na njemu naredili tudi rentgen. Med partizani je bilo ob koncu vojne več kot 40.000 borcev, tudi med vojno jih je padlo kar 32.642 borcev in njihovih aktivistov. 27. aprila se spomnimo na dan, ko smo se Slovenci uprli veliko močnejšemu sovražniku. Naj počivajo v miru znani, manj znani, veliki in mali heroji. Toda kljub vsemu, kar so naredili, ima vsaka zgodba dve plati. Ena je tudi tista o pobijanju neoboroženih talcev in obračun z vojnimi ujetniki. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.